Danes v Pomurskem dnevniku občinski praznik v Črenšovcih. Mura v gosteh odpravila Krško. Med torbice skrila 1,8 milijona evrov. Vojašnica odprla svoja vrata. Vreme, jutri bo deževalo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Občina Črenšovci je v minulem tednu s pestrim programom obeležila 10. občinski praznik. Osrednja slovesnost je potekala v soboto, ko so tudi podelili občinsko priznanje in nagrado. Občinski praznik v Črenšovcih je letos potekal pod imenom Slovenska krajina. Letošnji 10. občinski praznik smo poimenovali Slovenska krajina, ker smo ga želeli povezati z praznovanjem 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in nekako pri občanih in občankah zbuditi domoljubje, pripadnost domovini, solidarnost in sodelovanje. Skozi ves teden so potekale različne aktivnosti. V ponedeljek smo prvi dan odprli priložnostno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, na kateri so razstavljeni predmeti okrog Prve svetovne vojne. Major gospod Zvezdan Markovič nam je tudi predstavil te dogodke. Obiskali so jih tudi učenci osnovne šole Prežihovega Goranca Bistrica, pa tudi Črenšovske osnovne šole Franceta Prešerna. In v torek smo izvedli krvodajalsko akcijo, potem imeli smo revijo, pokrajinsko revijo pevskih zborov, upokojenskih pevskih zborov na Srednji Bistrici. Včeraj smo imeli svečano sejo občinskega sveta in pa koncert pevskih skupin in zbora naše občine, tako da je bilo kar pestro. V soboto pa so se predstavila tudi različna društva iz občine. Mi smo klub Štrk, to je društvo Pokape in mi predstavljamo, kar naši bolniki izdelujejo, kako se trudimo, kako malo naše društvo gor obdržimo in te bolnike speljamo, kako malo se bolj gibljajo. Smo vezilje kulturno-turističnega društva Črenšovci, pa hodimo vsak teden enkrat. Imamo pač srečanje, ne? To je po 2 uri, tedensko se dobimo, tam si vzorce izmenjamo, barve zberemo, kaj delamo, vezemo gor na domače platno ali pa kupimo, ne? Smo kulturno društvo Bistrica, sekcija Bele tulpike, tu sodeluje 16 žensk, se srečujemo enkrat do 2krat na teden, posebej po zimi, vezemo, izdelujemo rože, te kaj spečemo, se podružimo, včasih kolesarimo, 2krat na leto pripravimo razstavo, enkrat pred Božičem, enkrat na spomlad. To je društvo terenskih vozil, tekmujemo, zdaj trenutno so v Novi Gorici na državnem prvenstvu moške, sin je osvojil prvo mesto v tej ene kategorije, to so različne kategorije. Družimo se na izlete, hodimo, pohode hodimo in to nas drži gor, ne? Na osrednji slovesnosti so podelili priznanje, nagrado in naziv častnega občana. Občinsko priznanje bo prejel Ignac Jantelj, nagrado občine Črenšovci bo prejela pevska skupina Eternom in pa naziv častnega občana bo prejel posthumno pokojni župnik gospod Ivan Kranjc. Druženje ob občinskem prazniku se je nato ob kulinaričnih dobrotah in dobri glasbi nadaljevalo tudi po koncu uradnega dela. Nogometaši Mure so z odliko opravili delo v 32. krogu prve lige Telekom Slovenije. V Krškem so slavili s 3-0 in nadaljujejo boj za mesta, ki vodijo v Evropo. Črno-beli so si ta konec tedna tudi teoretično zagotovili obstanek v ligi, tega pa so potrdili z visoko zmago v Krškem. To je bila sploh prva zmaga Murašov na stadionu Matije Gubca. Srečanje v Krškem pa bi se lahko za črno-bele začelo katastrofalno, a je napako Aleksandra Boškoviča popravil Dejan Šafarič, ki je tokrat branil na mesto poškodovanega Matka Obradoviča. Mura bi do vodstva lahko prišla v 13. minuti srečanja, ko je iz bližine meril Nik Lorbek, domači pa so žogo izbijali iz golove črte. V 25. minuti pa vodstvo za črno-bele. Predložek iz kota je poslal Luka Bobičanec, Marko da Silva pa je žogo poslal v lastno mrežo.
Rezultat bi se v prvem polčasu lahko še spremenil, a Luka Šušnjara iz bližine ni uspel zadeti. Črno-beli so v 3. minuti drugega polčasa vodili že z 2-0. Strel Bobičanca je Fredrik odbil, Rok Sirk pa je odbitek pospravil v mrežo. V 78. minuti bi domači lahko izid znižali, a se je z dobrim posredovanjem ponovno izkazal Šafarič. Mura je zmago potrdila v 83. minuti, ponovno je najprej streljal Bobičanec, žoga se je odbila do Lorbka, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti. Črno-bele že v sredo čaka nova preizkušnja, odhajajo namreč na gostovanje v Kidričevo. Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v nedeljo 28. aprila v večernih urah na avtocesti Maribor-Pince med kontrolo cestnega prometa zaustavili tovorno vozilo madžarskih registrskih številk. Voznik in sopotnik v vozilu sta bila državljana Madžarske. Pri temeljiti kontroli tovornega vozila je bilo ugotovljeno, da je le-to naloženo s kartonskimi škatlami z neznano vsebino. Pri kontroli paketov je bilo ugotovljeno, da se v škatlah med večjo količino torbic nahajajo evrski bankovci. 28-letni voznik in 24-letni sopotnik nista vedela pojasniti izvora bankovcev, prav tako nista imela nobene dokumentacije o prevozu gotovine. Ker so bili podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, je sodišče odredilo preiskavo vozila, pri kateri se je zasegla gotovina v skupni vrednosti okrog 1,8 milijona evrov. Tujca sta bila po končanem postopku izpuščena iz pridržanja, kriminalisti in policisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil s ciljem ugotovitve izvora zaseženega denarja. Več informacij bodo policisti razkrili po končanih aktivnostih policije. Vojašnica Murska Sobota je v soboto poskrbela za dan odprtih vrat in obiskovalcem ponudila vpogled v njihovo delo. Obiskovalcem so pripravili statične in dinamične predstavitve vojaške opreme in oborožitve. Manjkalo ni niti aktivnosti za najmlajše. Precej zanimanja so požela bojna vozila, saj so se mladi radovedno podali v njihovo notranjost. Slovenska vojska sicer 15. maja praznuje svoj praznik, dan Slovenske vojske. Gre za dan ohranjanja pozitivnih vrednot iz slovenske vojaške zgodovine, še posebej ohranjanja spomina na čas, ko so v takratni teritorialni obrambi začeli izvajati obvezno služenje vojaškega roka za slovenske nabornike. Vozniki na soboških ulicah so bili priča skrajno nenavadnemu prizoru. Na cesto je namreč zataval bik. Pobegli bik je v mestu povzročil kar nekaj prometnih težav in zmede. Živahno govedo je pravzaprav prepotovalo precej dolgo pot. Z njim so se srečali vozniki v Tomšičevem naselju ter na Cankarjevi in Miklošičevi ulici. Pri lovu je pomagala celo policija, ki je živali z avtomobilom zaprla pot. Na Sobota Info poročajo o tem, kaj bi se zgodilo, če bi Aleksandru Jevšku uspelo priti v Evropski parlament. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo po večini oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja se bo še nekoliko spustila. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 7, v Radencih in Lendavi 8, v Murski Soboti pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja pa se bo še nekoliko spustila. Na zahodu in v srednji Sloveniji bo padavin malo. Še bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru od 6 do 7, čez dan pa okrog 8 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno, padavine se bodo znova nekoliko okrepile, veter bo oslabel. V četrtek se bo oblačno strgala, popoldne lahko nastane kakšna ploha, spet bo nekoliko topleje. Temperature v naših koncih se bodo zjutraj gibale okrog 6 stopinj, čez dan pa od 12 do 19 stopinj Celzija.
Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.